sta? Tukaj je Heidi in iz sobi sva babica. Tukaj sta. Ja, vidve sta pa res dobri prijateljici. Ves čas tičita skupaj. Poglejta, prinesla sem nam tole knjigo, da jo bomo prebrali pred spanjem. O ja, ta knjiga je tako lepa. Je to sveto pismo s slikicami? Res je. No, katera jo bo danes prebrala? Heidi, kaj pa če bi danes ti poskusila? Joj, ne vem, ne berem še tako dobro kot ti, Klara. Ampak Heidi, če se želiš dobro naučiti brati, moraš branje tudi veliko vaditi. Takole se zmeniva. Če boš danes tale odlomek lepo prebrala in tekoče, potem bo tale knjiga tvoja. Moja, čisto zares. Čisto zares. Neki človek je imel dva sinova. Mlajši med njima je rekel očetu: Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada, in razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo, ker je pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Postal je hlabec nekemu meščanu, ki ga je poslal delat na svoje posestvo, a so še svinje, ki jih je pasel, dobile več hrane od njega. Pomislil je: Vstal bom in šel k očetu, ter ga prosil odpuščanja, in odpravil se na pot. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom: Vrč prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite. Dajte mu prstan na roko in sandale na noge. Pripravite gostijo, ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je našel. Začeli so se veseliti. Wow, Heidi, zelo lepo bereš. Ja, res je. To si krasno prebrala, Heidi. In izvoli, knjiga je tvoja. Za nagrado, ker si se v tako kratkem času naučila tako lepo brati. Hvala ti, babica. Tako zelo sem hvaležna za knjigo. To je postal moj drugi največji zaklad. Res? Kaj pa je tvoj največji zaklad? Heidi, vidim, da te nekaj muči. Povej, kaj te duši? Ne morem vam povedati, babica. Mislili bi, da sem nehvaležen otrok. No, če ne moreš povedati meni, mogoče poskusi in povej komu drugemu, mogoče Klari. Ne, nobenemu človeku. No, Heidi, če človek nosi v sebi bolečino in je ne more podeliti nekomu drugemu, je dobro, če se zaupa nebeškemu očetu in ga prosi za pomoč. Se vsak večer zmoliš dobremu Bogu, kaj ne? Zahvališ za vse dobro, kar si prejela, in da te obvaruje hudega. Včasih sem se vsak večer pred spanjem pogovarjala z njim, ampak zdaj ne molim več pogosto, ker me Bog očitno ne sliši. Ampak Heidi, Bog te vedno posluša. Zakaj misliš, da te ne sliši? Ker sem ga vsak večer prosila za eno stvar, pa me še vedno ni uslišal. No, Heidi, ne moraš tako razmišljati o Bogu. Veš, Bog Oče vidi tudi v naše srce, ne le naše zunanjosti. Daje nam tisto, kar res potrebujemo in ki počasih ni tisto, kar si res želimo. Počasih ga prosimo za nekaj, kar mogoče še ni čisto dobro, da dobimo, ker še ni dobro za nas. Ampak tako težko je moliti, če me pa Bog ne usliši. Verjemi, Heidi, da Bog sliši in usliši prav vsako molitev in prošnjo. Tako kot si danes slišala v priliki,
Tako kot je oče usmiljen svojim sinom, tako je tudi Bog usmiljen do nas in nam pomaga, če le pridemo do njega takšni, kakršni smo. Prav imaš, babica. Veš kaj, tudi jaz bom odslej vsak večer prosila Boga, naj me ozdravi. No, evo, zdaj se moramo res zapomniti in skupaj vztrajno moliti. Kaj pravite? Ja, dajmo. Me prav zanima, katero bo Bog prvi uslišal. Verjemita, da Bog že točno ve, kdaj in kako bo koga uslišal. Kaj pa, če bi šle mi zdajle počasi spat? Dolg dan je že za nami. Lahko noč, Heidi, pa ne pozabi na molitev. Ne bom pozabila. Lahko noč, Klara, lahko noč, babica. Dobri Bog, žal mi je, da se že tako dolgo nisem pogovarjala s teboj. Tako težko mi je bilo. Rada bi te še enkrat prosila, pošli me nazaj na planino. Tako zelo pogrešam svoj dom. Dedka in Petra in staro mamo, pa svež gorski zrak in smreke in rožice. Prosim, pošli me nazaj k njim. Tam je moj največji zaklad. Heidi, zakaj se pokonci sredi noči? Heidi! Heidi, kaj pa počneš? Prosim, rada bi šla domov. Rada bi šla domov. Sebastian! Kaj pa je, gospod, da me kličete v tako pozni uri? Heidi hodi v spanju. Skoraj pada skozi okno. Prosim, zapri vsa okna in vrata, da si ta ubogi otrok še česa ne naredi v spanju. O, ljubi Jezus, nisem vedel, da je mesečnica. V spanju je ves čas ponavljala, da želi nazaj domov. Pa sem mislil, da bo to že minilo. Ja, očitno je z noči dalje huje. Gospod Sesemann, bojim se, da boste morali deklico poslati nazaj domov, na planino. No, to se mi zdi malo pretirano. Ravno zaradi nje je Klara spet vesela in bolj pri močeh. Ne more mi tega narediti. Ja, Klari gre mogoče res na bolje, ampak sedaj Heidi postaja čedalje bolj bolečna. Pa tudi ta hoja v spanju, to ni kar nekaj nedolžnega. Kaj, če po nesreči zatava na ulico? Ali pade skozi okno? To je gorsko dekle, gospod Sesemann. Okoli sebe potrebuje koze, travo pod nogami in veter v laseh. Tu v mestu, tu bo njena duša umrla. Ali res želite imeti to na svoji vesti? Ja, imaš prav. Ne morem misliti sem na to,
kar dobro za Klaro. Za Heidi bo res najbolje, če se čim prej vrne na domač svež gorski zrak. Da ni se že. Prosim, spakiraj vse Heidi in ne skri v kovčke. Jaz pa se bom pogovoril s Klaro. Upam, da bo razumela. Da, gospod. Dobro jutro, Sebastian. Kaj pa počneš? No, tvoje kovčke pakiram, Heidi. Zakaj pa? Mislim, da je gospod Sesemann razumel, kako zelo pogrešaš planino. In da tukaj v mestu nisi zares srečen. Zato se je odločil, da te pošlje domov. Domov! Čisto zares! K detku in Petru in stari mami! Ja, Heidi, končno se boš lahko spet vrnila domov. Bog me je uslišal! Domov grem lahko! Ampak, kaj pa Klara? Zelo hudo ji bo tukaj brez mene. Ji lahko to storim? Veš, gospod Sesemann se je pogovarjal z njo in ji razložil, da je prav, da greš. Mislim, da bo tudi Klara razumela. Klara! Heidi, oprosti! Nisem vedela, da si ves ta čas tako zelo pogrešala dom. Žal mi je. Želim ti podariti nekaj svojih najljubših oblek in klobukov, da se me boš vedno spominjala. Pa tudi nekaj denarja ti bom dala. In pazi to, cela košara belih žimelj za staro mamo. Joj, Klara, hvala ti. Babica bo tako vesela. Me boš prišla kdaj obiskat na planino? Tako zelo si želim, da bi jo tudi ti kdaj na lastne oči videla. Saj jo bom šla lahko kdaj obiskat, ati. Prosim, prosim. Ja, seveda boš lahko, Klara. Ti, Heidi, pa boš vedno dobrodošla pri nas. Sebastian, tvoja dolžnost pa je, da jo varno pripelješ k dedu na planino. In ko bo ta prispela, mu izroči tole pismo. Da, gospod. Adio, Heidi. Adio, Klara. Upam, da se kmalu spet vidiva. Čas bo, da se odpravita. No, pa srečno pot, naša mala švicarka. Nasvidenje, gospod Sesemann. In hvala vam za vse. Zelo lepo, da boš Heidi podarila svoje žepnine in obleke. Mislim, da bodo njej prišle bolj prav kot meni. Upam, da se še kdaj vidiva.